Polde Bibič, igralec. V zadnjih 20 letih smo na področju gledališke literature naredili res velikanski korak. V letih mojega šolanja so celo dramske tekste zelo redko tiskali. Drame smo lahko brali v tipkopisih gledališč ali v tujih jezikih, razen redkih temeljnih del dramske klasike. V mariborski študijski knjižnici sem našel edino knjigo o gledališki zgodovini, in sicer Josefa Gregorja Die Weltgeschichte des Theaters. Knjiga iz leta mojega rojstva, 1933. Tako sem je bil vesel, da sem skoraj vso prepisal. Toda o igralcu seveda nisem zvedel vsega, kar bi si želel. O igralcu sem našel kakšne podatke, kakšne slike, nič pa o njegovi duši. Ta me je zmeraj najbolj zanimala. Kadar me je kdo vprašal, kakšen vrag me je gnal v gledališče, sem odgovoril, da radovednost. Hotel sem kaj zvedeti o gledališču. Prej nisem vedel o gledališču ničesar. Radovednost. Precej resnice je v tem. Želel sem spoznati, videti, slišati, razumeti, dognati. Zdaj imam precej teatra za sabo, pa še vedno ničesar ne vem. Ostala mi je radovednost. Še zmeraj bi rad razvozlal zapletene vozle igralčevega značaja. Igralec je zame še vedno skrivnost. Tak je kot drevo. Drevo živi svoje življenje. Arboriologi ga znanstveno raziskujejo in življenje nesrečnega drevesa vklepajo v natančne prikaze biokemičnih reakcij, biofizičnih lastnosti, biografskih značilnosti, razčlenjujejo ga fitopatološko, analizirajo fitoaleksine, brskajo po fitopaleontologiji. Ko je vseh zapletenih in dolgotrajnih postopkov konec, govori o drevesu kup številk, vrsta obrazcev, očrtov, grafikonov. Menda vemo vse o drevesu. Drevo pa ima še neko drugo življenje. Življenje v meni. Gledam drevo in vsak trenutek ga vidim drugače. Vsak trenutek ga doživljam drugače. Zjutraj, preden ga oplazi prva svetloba, ko skozi njegove veje žari razbeljeno sonce, ali se medlo svetlika zelenkasta luna. Rahel dih nežnega, prosojnega zelenja, komaj vzbrstelega pomladanskega bukovja. Razplamteli požar jesenskega hrasta. Drevo doživlja človek, ko je zaljubljen, ko se mu rojeva otrok, ko umirajo bližnji, ko ga doleti nesreča. Kako drugače živi drevo, ko se pod njegovimi vejami dotakneš deklice, o kateri misliš, da je prišla iz sanj. Kako drugače živi drevo, ko se sesedeš v njegovo senco po ujmi, ki je morila po polju. Ljudje hodijo mimo drevesa in z vsakim človekom je drevo drugačno. Mešetar ga meri v kubike in klaftre, ki jih sproti spreminja v denar. Nesrečna zapuščena para vidi v drevesu podobo svoje samote. Vojak se boji pasti, ki preži za njegovim nemim deblom. Samota, strah, obup, ljubezen, solze, smeh, vse je v življenju drevesa. Tega neizmernega življenja ne morejo izmeriti merilne naprave. Ne da se ujeti v številke in obrazce, sodi pa k drevesu, je del njegovega življenja, del resnice o drevesu. Histriologov še ni. Takih z elektronskimi merilnimi napravami. Ni še znanstvene histriobiologije, histriografije, takšne, ki bi svoje zaključke delala na podlagi natančnih spoznanj histriogeneze, histriometrije, histriogenije. Kaj vemo o bioritmu igralca? Igralec ga čuti, ko se lovi skozi usodo nekega življenja na odru. Odet je v debele kožuhe, s krzneno kučmo na glavi, ko se je toplomer dvignil čez 20. Ali pa mu vržejo čez golo telo svileno cunjico,
ko prepih sika van hlad blizu ničle. Ko igralcu lije s čela pot, ga mora zebsti, ko je ves naježen od kurje poti, ko mu šklepečejo zobje od mraza, pa mu mora biti vroče. Kaj je s srcem igralca, ki igra kralja Lira, ko preklinja Kordelijo, ki pa je v resnici prav v redu kolegica? Kaj je živci? Kaj se dogaja v želodcu, ki v njem pred nastopi tako neprijetno tišči? Ne vem, ali je že komu prišlo na misel, da bi izdelal kardiogram igralca, ki v vlogi Macbeta doživlja pekel slabe vesti, ko ga preganjajo krvave žrtve njegove oblastiželjnosti. Mogoče je že kdo zmeril igralčev bioritem, metabolično vrednost njegovega dela. Mogoče obstajajo meritve, ki natančno kažejo, kaj se dogaja v igralčevem organizmu takrat, ko, kot pravi Shakespeareov Hamlet, je ta glumač samo v predstavi, v sanjani bolesti tako podredil dušo domišljiji, da mu od nje zbledel je ves obraz. Solze v očeh, pogled v zmedenost, strd glas in vse njegove kretnje v skladu z njegovim čustvom. Ne vem, naletel še nisem na kaj takega. V ambulantah, kjer merijo človekovo srce s cikloergometrijo, imajo tabelo metaboličnih vrednosti vsemogočih človeških početij, od kopanja svinčeve rude do pometanja pisarn, le igralčevih ne. Ampak po svetu so že počeli vse mogoče, pa so morda izmerili tudi igralčevo srce, jetra, živce. Zanima me psihologija igralca, pa v tem tako rekoč ničesar ne vem. Literatura je pičla, skoraj nič je ne poznam. Naš vrhunski raziskovalec psihologije, dr. Anton Trstenjak, je v delu Psihologija ustvarjanja omenil igralca, namenil pa mu je le nekaj vrstic. Prijaznih, toda samoubežnih. Tako je psihologija igralstva pretežno prepuščena še zmeraj nam, ki z njo živimo. Ne znamo pa je raziskati, samo čutimo jo. Zato pa biologija in psihologija igralstva tudi z mojimi zapiski ne bosta pridobili ničesar. Pojma histriologija, prav tako kot pojma arboriologija, še nekaj časa ne bo na straneh slovarjev tujk. Toda življenje igralca je na nek način podobno življenju drevesa. Nima samo svoje biologije, fizike in kemije, marveč živi tudi v doživetjih gledalcev, sodelavcev, kritikov. Rad bi govoril o igralcu, o njegovem delu, življenju, kakor bi lahko govoril o življenju drevesa v mojih doživetjih. O nedokazljivih, neopremljivih, neobveznih dogodkih, ki sem jih doživljal. Intimno, v srcu. V doživetjih, ki so se obujala ob gledanju predstav. Rad bi govoril o igralcu tako, kot sem ga doživljal v življenju, v poklicu, v družbi, gostilni, na potovanjih. O drobcu v ogromnem mozaiku, kjer se ob moje doživetje razvršča neskončna ploskev različnih raznobarvnih doživetij. Kako veličastna bi bila podoba, če bi kdo mogel zbrati vse drobce in jih združiti v sliko. Onemel bi, kakor pred vesoljem, neskončnostjo, mikrokozmos, makrokozmos. Kot da bi se odprla večnost neba. Samo če pomislim na kakšno vlogo, se že srečam z nedojemljivostjo kozmosa. Zoprna so mi vprašanja, kaj imate najrajši, katera barva vam je najljubša, kateri roman, katera ženska vam je najbolj všeč, kateri igralec, kateri rekviem vas najbolj pretrese, katera jed vam gre najbolj v slast. Ko pa tako strašansko rad jem in najdem slast v kaviarju in v polenti, v žlahtnem vinu pozne trgatve in v tokovcu, ki mi ga v tesni kleti natoči hribovski kočur. V vsaki stvari lahko najdem kaj, kar me zasvoji, če je zdrava, če ni nagnita, strupena, plesniva ali žaltava. Če bi me pa kdo vpraševal za najljubše dramatike,
potem bi rekel Shakespeare in Čehov. Hudiča, spet sta dva, ne samo eden. Čehov zaradi nežne, pretresljivo ironične ljubezni do človeka, njegovih stisk, neumnosti, nesreč. Tak je kakor pastel, kakor ajdovo polje, pokrite s prosojno kopreno večerne meglice. Čudaški značaji, čudaške usode, čudaška čustva. Čudaštvo, kadar je zdravo, kakor pri Čehovu, pove več resnic o življenju, kot kakšna puščobna normalnost. Kakor sopara nad loko razbije svetlobo, da nam v mavrici razkaže njeno skrito lepoto, tako se mi zdi, Čehov skozi prizmo čudaštva razlomi človeka in razkrije najbolj nežne barve spektruma življenja. Igralcu ostaja še morje zaraščenih stezic, skritih kotičkov, ki jih lahko brez histeričnega hlastanja po novem odkriva v nesrečnih osebah češnjevega vrta, v duši stričkavanje 3 sester. Dostikrat, kadar mislim na Čehova, se mi zdi, da je še toliko odprtega, da še zdaleč nismo odkrili gledališke podobe, ki bi bila kolikor toliko vredna čudaške duše Čehova. Drugi, Shakespeare, je viharen, krvav, strasten, divji. Če me Shakespeare pretrese svojo kozmično umetniško energijo, z mislijo, ki je veličastna kakor misel iz Gilgameša ali Biblije, pa se mi iz zasebnih razlogov kolegialno prikupi zaradi ljubezni do igralcev, ki jih pozna do njihovih najbolj skrivnih slabosti. Sredi vseh katastrof človeštva, ki plamtijo pred gledalcem, najde v svojih igrah zmeraj prostor za drobne misli o igralcih. Od igralske poetike v Hamletu, govorite, prosim vas, ta govor tako, do duhovite portretne skice igralca v snu kresne noči. Dajte mi še leva. Pregovor o igralski lakomnosti po vlogah. Shakespeare je imel rad igralce, z njihovimi muhami vred. Odpuščal jim je slabosti, ker so oživljali njegove igre. Shakespeare ni samo velik mislec, filozof, umetnik, genij. Shakespeare je tudi najbolj preprost gledališki praktik. Poznal je tudi gledališki vsakdan, stranišči, zatohlimi oblačilnicami, prašnimi rekvizitarnami, prepotenimi kostumi. V našem času je neki dramaturg, ki naj bi sodeloval v inventurni komisiji, ostro nasprotoval. Jaz sem vendar profesor književnosti. Kako morate zahtevati od mene, da bom prešteval smrdljive cunje? Najbrž moraš začeti pri smrdljivih cunjah, lesenih mečih, papirnatih klobasah, praktikablih in reflektorjih, če hočeš kaj narediti. Shakespeare je začel v ropotarnicah, pometal je odrske deske, ribal v klozete, igral je, prišepetaval. Zato pa vsaka njegova beseda kaže tako neizmerno globino vedenja o človeku, o svetu, o življenju, pa tudi o gledališču, o igralcu. Zato se mi, kadar razmišljam o gledališču, moja misel najprej ustavi pri Shakespearju. Če bi razmišljali o Hamletu, na primer kot o drevesu, zvrtelo bi se mi v glavi, kakor ob pogledu v bleščavo nočnega neba. Če bi gledali na Hamleta ne samo kot na Shakespearovo stvaritev, temveč bi v njem hoteli videti vsa doživetja milijonov razlagalcev, hamletologov, kritikov, bralcev, ki so tam od leta 1600 naprej vsak po svoje čutili v Hamletovi usodi usodo sveta. Potem pa še odkritja vseh igralcev, ki so bogatili Hamleta s svojimi izkušnjami, svojimi spoznanji, doživetji, svojo krvjo. Od prvega igralca, ki je Hamleta igral še v Shakespearovi igralski družini. V prvi uprizoritvi tragedije tragedij. Vse pomembnejše vloge v Shakespearovem gledališču je igral Richard Burbage, tudi Hamleta. V neki knjigi sem našel portret igralca Johna Lowina in pod sliko zapis, da je bil prvi igralec Hamleta, rojen 1576. Umrl je 1658. Zgodovinske resnice tega zapisa ne bom raziskoval. Ko sem gledal Lowinov portret,
se mi je zdelo zanimivo, da je ta, ki naj bi bil prvi interpret Hamleta, nadušljiv, plešast debelušček. Mogoče pa je hotel Shakespeare ali pa pred njim Kate, ki je napisal prvega Hamleta, da bi bil Hamlet debel. Nekakšen Pierre Bezuhov. Junak, ki svoje veličine ne nosi v čedni prikupni zunanjosti. Bezuhov iz Tolstojevega romana O vojni in miru ima v sebi nekaj hamletovskega. Je podoben renesančnemu dvomljivcu. Mogoče je tudi Tolstoj Hamleta videl debelega. Kmalu je vstopil zajeten, debel mlad človek z ostriženo glavo in naočniki. Ta debeli mladi človek je bil nezakonski sin slovečega veljaka, ki je ta mah umiral v Moskvi. Služil še ni nikjer, pravkar se je bil vrnil iz tujine. Ana Pavlovna ga je pozdravila z naklonom glave, kakršne je delila ljudem najnižje sorte. Navzlic temu pozdravu sta se na obrazu Ane Pavlovne pokazala nemir in strah, podoben tistemu, ki se oglasi ob pogledu na vse, kar je od sile velikanskega in neprikladnega kraju. Pierre je bil neroda, debel, višji od naravne rasti, širok, z neznansko velikimi rdečimi rokami, ni znal, kakor pravimo, niti stopiti v salon. Razen tega je bil raztresen, a vso njegovo raztresenost in neznanje tega, kako je treba stopiti v salon, je ponavljal obči dobrodušni, preprosti in skromni vtis njegovega bitja. Tako je Tolstoj po prevodu Levstika opisal svojega junaka. Danes pri zasedanju vlog počnejo gledališča vsega hudiča. Mnogokrat brez smisla, včasih pa vendar s tem odkrijemo kaj novega, zanimivega. O takem debelem motovilastem Hamletu sva pijansko razpredala zvok mirico po kleteh na južnih obronkih Pohorja, kjer vino na poseben način vnema domišljijo. V hladnih zidanicah sva razgreto sanjarila, kako bi igrala svoja debelušna Hamleta, on v hrvaščini, jaz v slovensko. Z neizmernimi količinami zlatega vina in šunk in gibanic, pečenk, pohancev, jajc in sira sva skrbela, da bi bila najina vzhajana trebuha zares prepričljiva za novo interpretacijo Hamleta. Sicer pa, da je Hamlet debel, na to namiguje Shakespeare sam. Ko se dvobojujeta Hamlet in Laert, pravi kraljica "He's fat and scant of breath", kar pomeni, da je Hamlet debel in težke sape. Pozneje so začeli Hamleta idealizirati tudi po zunanjosti, zato je Župančič prevedel kraljičin vzklik brez grobosti, vroč je in zasopel. Tako je Hamlet postal tudi po zunanjosti prikupnejši. Kot bi bilo žaljivo za veličino Hamletovega duha, če bi bila njegova posoda zavaljena, debela, špehata. Če pomislim na naslikani portret Johna Lowina, neugleden obraz, okroglo zalit in zaradi tega brez vsake izrazitosti, majhne oči, redki lasje, si ne morem kaj, da me ne bi strašansko zanimalo, kakšen je Hamlet, če ga igra tak skoraj klavrn trebušnik, morda že malo v letih. Pomilovanja vreden cagovec. Nesrečno motovilo, ki ga življenje in oblast pehata po stranpoteh iztirjenega sveta. Tudi danes bi bil nedopusten eksperiment, najbrž pa zanimiv, če bi Hamleta dali igralcu Lowinovega tipa, recimo Vukmirici ali meni. Dajte mi še leva. Že v elizabetinski dobi je igral Hamleta igralec junak, Richard Burbage. S čedno postavo, z izrazitim obrazom, živimi očmi, je bil verjetno bolj primeren, da ustvari iz Hamleta pretresljivo tragedijo, kakor smešni cagavec Lowin, ki je iz Hamleta najbrž napravil ganljivo grotesko. Toda kaj vse so delali iz Hamleta in z njim, in še pred kratkim je bila groteska odraz naše sodobnosti. Da bi Hamletovo misel čim bolj poduhovili, so v nekem času dodeljevali vlogo Hamleta celo ženskam. Še tako nežen moški je bil preveč grob,
da bi lahko predstavljal kot dih nežno Hamletovo duhovnost. Zato so ga igrale ženske, nežne, prosojne, breztelesne, sam duh in samo milo čustvo, krhka bitja, breztelesna, kakor je bila božanska Sara. Verjetno je res tako nekako igrala Hamleta Sara Bernard. Ko je povila znake svoje ženskosti, ko je skrila svoje čare za steznike, podhlače in moški suknič, je z odra sijala prosojna osebica, ki se je dvignila iz zemeljskosti spolnosti v duhovni svet, osvobojen vse teže mesa in krvi. Kako drugačen Hamlet od prepotenega, težkega Lowena. Tako rekoč nemogoče si je predstavljati bogastvo raznolikosti, ki jo ima lik Hamleta, če si ga skušam predstavljati skozi vse nepreštevljive misli, spoznanja, doživetja, pretrese. Pa če si še skušam zamisliti, kaj vse se je porajalo v duhu toliko in toliko ljudi, ki so ob neštetih čudovitih večerih spoznavali usodo sveta, ko so s Hamletom razdajali dušo Garrick pa Brockman. Brockman je zame posebej vznemirljiv in draži moja radovednost, kadar gledam bakrorez Hamletovega sedenja med Ofelijinimi nogami. Na bakrorezu ne sedi med, ampak pred Ofelijinimi nogami. Brockman Hamlet sedi na tleh v nenaravni, čudaški pozi. Noge stegnjene po podu, telo rahlo nagnjeno naprej, s stegnjenimi rokami se drži za gležnje, prismuknjena togost telesa, kot da zastavlja neka usodna vprašanja. Napetost mišic najavlja katastrofo, v kateri bo propadlo vse. Tudi Brockman je bil debel in plešast. Hamlet se je Slovencem tako priljubil, da je postal naša ljudska igra. Tako je trdil Fran Lipah, ki je svojo upodobitvijo Polonija postal neizbrisljiv v zgodovini slovenskega Hamleta in slovenskega gledališča. Pa vendar je dolgo trajalo, preden smo dobili Hamleta, ki bi bil slovenski tudi po rodu. Ko so prvič igrali Hamleta v slovenščini, 1899. leta, ga je igral Čeh Rudolf Ineman. Naslednji Hamlet v Ljubljani je bil Hrvat, gost iz Zagreba, Adrian Fijan. Ko je prvič igral Hamleta igralec, ki je bil po rodu Slovenec, Hinko Nučić, ga je govoril v hrvaščini. Ostali so igrali slovensko, samo on hrvaško, tako kot Rade Šerbedžija Maksa, ko je gostoval v Kralju na Betajnovi v mestnem gledališču. Nučić je igral Hamleta v tretji uprizoritvi na Slovenskem leta 1918. Dotlej je bil igralec zagrebškega gledališča in odtod hrvaščina. Razloge je pojasnilo gledališko vodstvo. Igra je morala tako hitro na oder, da se gospod Nučić ni mogel v tako kratkem času navaditi vloge v slovenščini. Kako lepo so rekli, navaditi. Vloge se moraš res navaditi, kakor življenja, ljubezni. Naučiti se tega ne da. Naslednji Hamlet pa je govoril vlogo v slovenščini. Prvi in verjetno edini zvezdniški Hamlet na Slovenskem. V odmorih je ležal na kanapeju v garderobi, do katere se je vila dolga kača Ljubljančank. Z odsotnim pogledom in utrujeno gesto je leže delil avtograme. Svetovljanski igralec, filmski zvezdnik, partner Heidi Lamar, Čeh, Zvonimir Rogos. Rogos, ki je potem, ko je slavil 90-letnico življenja in 70-letnico igralskega ustvarjanja, napravil še otroka in ni nehal igrati. Njegova največja znamenitost po Hamletu. Prvi nesporno pravi slovenski Hamlet po rodu in govoru je bil šele Valo Bratina v Mariboru. Odslej so Hamletovo podobo bogatili tudi slovenski igralci. Debevc, Emil Kralj, Vladimir Skrbinšek, Slavko Jan v materinem jeziku. Ko je bilo konec groze druge svetovne vojne, ko je slovensko gledališče spet zaživelo, Trst, Maribor, ljubljanska drama, je ob Janu zaživel nov Hamlet. Hamlet Staneta Severja.
Aristokratstvu Hamletovega duha je vdahnil slovenski socialni humanizem, uporništvo predmestja. Sever se je zmeraj proglašal za proletarca. Ostal je zvest svojemu delavskemu poreklu in predmestju, ki ga je dodobra poznal. Doma je bil z ljubljanskega Viča, ko pa je hodil na mariborsko učiteljišče, je živel na Studencih. Doživljal je dva pojma slovenskega predmestja, Vič in Studence. Zato je bil najbrž Severjev Hamlet človeški, široke duše in srca, pretresen in zgrožen nad spletkarskim nasiljem kakršnekoli oblasti. Severjev Hamlet je bil najprej in predvsem človek, šele potem kraljevič danski. Severja v tej vlogi nisem videl, zato o njegovem Hamletu nisem pisal iz svojega neposrednega poznanja. Sklepam o njem, potem, kar sem bral ali slišal, pa potem, kako sem doživljal Severjevo igralstvo. Večkrat pa sem ga slišal govoriti monolog biti ali ne biti. Sever namreč nikdar ni mogel iz kože igralca. Kadar smo krokali, je veseljaško družbo na trenutke rad zresnil s tem, da je začel govoriti kak monolog ali pesem, recimo Zdravljico. Skoraj nikoli pa ni pozabil znamenitega Hamletovega samogovora. Poslušali smo ga za gostilniško mizo. Prvič sem ga slišal v šestici. Bil je v družbi Vasja Predan, Jane Kavčič. Hotel sem pojesti golaž, Sever me je povabil k mizi. Nezamisljiva čast zame. Bil sem študent, še precej na začetku. In Sever me je povabil k mizi. Vendar mi je srečo kmalu zagrenil. Prisilil me je, da sem recitiral Prešernovo pesem Strunom. Sram me je bilo. Ženiral sem se pred njim, pred gosti šestice, ki so čudno gledali naše omizje. Kaj sem hotel? Odblamiral sem svojo recitacijo. Sever je bil razočaran nad mano. Povedal je Hamletov monolog. Še večkrat sem ga pozneje poslušal. Na njegovem vikendu v Viškem Vintgarju, v sodu, ki je stal ob Iščici. V sodu je bilo prostora za mizo, okoli katere je lahko veseljačilo vsaj 10 ljudi. Biti ali ne biti? To je zdaj vprašanje. Besede so prihajale v presledkih iz Severjeve duše. Dolgi premori so bili med njimi. Razmišljanje o življenju. Bolečina zaradi svinjarij, umazanosti. Sever je razkrival svojo dušo. Izpovedoval je svojo bolečino. Zaradi popitega vina je bila njegova bolečina močnejša, občutek krivičnosti sveta hujši in upornost ostrejša. Ko je bilo monologa konec, je sedel za mizo, kakor da nas ni več. Kot da je sam v spraznjenem svetu. Gledal je predse, tih je bil, po licih so mu tekle solze. Za nekaj časa se je vse ustavilo. Dokler si Sever ni z dlanjo obrisal solz, dvignil kozarec in življenje je spet zakorakalo jutru naproti. Takrat je bila ljubljanska drama trdnjava visoke gledališke umetnosti, edina in najvišja. In neprekosljiva. To so ji tudi brez pridržkov vsi priznavali. Zato je bil kar velik pogum, če že ne predrznost, da si je mladi celjski ansambel upal uprizoriti Hamleta. Celjani so bili takrat na neki poseben način podobni današnjim alternativcem, čeprav so delovali v institucionalno organiziranem gledališču. Bili pa so mladostno zagnani, iskali so novih poti in hoteli dokazati, da je možno ob mogočnost drame postaviti svežo, novo, mladostno gledališče. Mladim je bilo to gledališče všeč. Neskončno smo občudovali režiserja Radojevića in Hinga, scenografa Sveta Jovanovića, Grüna in Filipiča, dramaturga, ki sta mlado gledališče krmarila v vode modernosti.
Verjetno je prav v teh iskanjih zametek našega sedanjega policentrizma, ki je prav razveseljivo dvignil raven slovenske kulture in slovenskega gledališča zunaj centra. Ker pa ima vsaka dobra stvar svoje slabosti, jih ima tudi policentrizem, ki je ob vsem dobrem preveč uniformiral slovensko gledališče. Filipičeva podoba slovenskega gledališča je bila pisana podoba raznolikosti slovenskih gledališč, seveda pa umetniško vredna. Danes pa bi bila rada vsa gledališča drama, drama pa se zgleduje po mladinskem gledališču. Vse pa tone v enobarvnost. Da pa je policentrizem zaživel, smo z našo kulturno politiko prav na silo in žal prehudo zamorili profesionalno moč ljubljanske drame. Vse za dobro policentrizma, demokratizacije in antimastodontovstva, ki naj bi ukinil institucije. Začelo pa se je to gibanje takrat, ko smo romali na celjske predstave kot na božjo pot. Takrat, ko so Celjani ljubljanski drami v Brk uprizorili Hamleta. Vasja Predan je svojo kritiko naslovil Osvobojeni Hamlet. Osvobojeni, brez dvoma je namigoval tudi na osvoboditev spod jarma strahospoštovanja pred veličino in nedotakljivostjo drame. Za osvobojenim Hamletom, Janezom Erženom, smo Slovenci doživljali še Hamleta Staneta Starešiniča, potem Danila Benedičiča in Toneta Slodnjaka. V nesrečni uprizoritvi, ki drami ni prinesla gledališke slave, sprožila pa je vrsto sporov in zamer. V gledališče se je naselila slaba volja. Odnosi so postajali mučni. Začela se je kriza drame. Že na sami premieri. Nekatere vloge so bile dvojno zasedene, tudi kralj Klavdij. Kadar sta bila v eni vlogi zasedena dva igralca, je v gledališču veljalo nepisano pravilo, da je na premieri igral starejši igralec. Takratno gledališko vodstvo pa je nerazumljivo odločilo, da bo na premieri nastopil mlajši. Zakaj? Tega nihče ni vedel. Ko je zagledal na oglasni deski takšno odločitev, je starejšega to prizadelo in ogorčilo. Mlajši ni ničesar razumel. Tekel je v pisarno spraševati, kaj vse to pomeni. Starejši pa je pil, jokal in škripal z zobmi. Vedeli smo, da iz tega ne bo nič dobrega. Prišla je premiera. Igral sem Polonija, prva scena, na dvoru. Stal sem ob vratih. Ko so zadonele fanfare, sem se moral globoko prikloniti. Tako da sem videl samo noge, ko sta prišla mimo mene kralj in kraljica. Na večer tiste nesrečne premiere so šle mimo mene noge. Lahko bi bile tudi Rudijeve. Šele ko sem se vzravnal, sem zagledal pred sabo Berta. Oder se je zamajal in zaplesal. Možgane pa so prešinjala vprašanja, kaj to pomeni. Sta bila Rudi in Bert dogovorjena? Rudi je sam govoril, da bi premiero moral igrati Bert. Kdo je še vedel za to zamenjavo? Majda. Ko sem videl njen pogled, mi je bilo jasno, da ji ni nihče ničesar povedal. Danilo? Menda ja niso igralca Hamleta pustili, da bi ga presenečenje zmedlo, kar bi seveda hudo škodovalo njegovi igri. Ko je Danilo spregovoril, mi je bilo jasno, da tudi on ni ničesar vedel. Še danes ne razumem, kako smo zmogli predstavo odigrati. O kakšni zbranosti v igri seveda ni bilo sledu. Zmedeni smo govorili tekst in mislili na vse mogoče okoliščine, ki so pripeljale do tega. Najhuje je bilo Berto. Sam se je odločil za svoj uskok. Nikomur tega ni povedal. Ko je že Rudi prijel Majdo za roko, da bi jo popeljal na oder, mu jo je Bert spulil in jo sam odpeljal pred presenečenim Rudijem na oder. Rudi pa je bil še toliko priseben, da je stekel v dvorano povedati svoji ženi, da je z njim vse v redu. Bil je srčni bolnik in žena bi lahko mislila, da je z njim kaj narobe. Bert je doživljal takrat mogoče najhujše ure svojega življenja. Poskušam si predstavljati njegovo bolečino, razočaranja, občutek krivice, bes, sram. In potem je storil tisto nerazumno dejanje upora.
To dejanje je bilo pretres tudi zanj. Ko je prišel na oder, se je tudi njemu vse sesulo. Zbrati se ni mogel več. Zatikalo se mu je. Včasih je kar obstal in gledal zgubljeno nekam mimo nas. Nismo vedeli, ali bo sploh lahko nadaljeval. Mislim, da je težje od nas premagoval svojo zbeganost. V dialogu z Danilom je spustil 2 strani. Danilo se je zaradi tega lovil. Že pri predstavah, ki tečejo v običajnih pogojih, je težko soigralcu, če kdo preskoči besedilo. Tokrat je bilo Danilu še toliko huje. Bertu pa tudi. Pri odločitvah o igralcih je treba biti previden. Njihova občutljivost, čustvenost, nepreračunljivost lahko zakuhajo skrajno razburljiva dogajanja. Igralci pa so tudi tako močni, da si ne pustijo vladati nad sabo, kakor se komu zdi. Gledališki ravnatelji, posebej pa režiserji, se tako radi prelevijo v majhne tirane, kakor da mislijo, da jim je Bog poleg umetnosti dal še pravico početi s svetom, kar se jim zljubi. Potem počnejo z ljudmi v gledališču vse mogoče neomajni gospodarji, dokler ne naletijo na odpor. Saj igralci niso mrtva snov, glina, kaširan papir, rekvizit. Igralci so vendar tudi ljudje. Nastanejo škandali, gledališke čenče zacvetijo, novinarji dobijo snovi za berljive članke. Berta so takrat obsojali najbolj taki, ki so imeli neposredno opraviti s tisto nesrečno predstavo. Mnogi smo ga pa razumeli. Bilo jih je tudi precej, ki so odobravali njegovo dejanje. Spominjam se Dubrovnika, kjer smo poleti gostovali. Šli smo v majhno konobo, kot Pere ali nekaj podobnega. Ta Pera je imenitno pripravljal ribe. Imel je dobro vino. Vse, kar je bilo jugoslovanskega igralstva takrat v Dubrovniku, se je zgrinjalo v to prijetno špelunko. Prišel je tudi Bert. Beograjski igralci so mu ploskali, častili so ga kot junaka. Poljubljali so ga, ker se je uprl, ko so teptali stare igralske pravice, nepisane gledališke zakone. Za nami je ostala zapacana predstava, ki najbrž tudi brez incidenta ne bi pomenila kakega posebnega dosežka v gledališču. Vidmar je pisal: preden spregovorim o igralcih, moram povedati, da je bila predstava zaradi nediscipline enega od glavnih igralcev vržena povsem s tira, kar ni škodilo samo storitvam njegovih tovarišev, marveč je tudi publiko prikrajšalo za tisto, kar bi jim ta predstava kljub vsemu lahko dala. Danilo in Tone pa sta vsak po svoje iskala Hamleta. Danilov je bil človek čiste duše, ni ga načela rja degeneriranosti. Poštenjak, ki komaj razume izprijenost iztirjenega sveta, ker pač sam svojim poštenim srcem ne more misliti, da je kdo lahko zasvojen od podlosti. In tako propade zaradi poštenosti, ker je treba tudi pokvarjenost iztrebljati z nasiljem, česar pa popolna poštenost ne zmore. Tudi sam je tak, naš ljubeznivi Danilo, v življenju, čist, pošten, bori se. Kadar pa izprijenost preveč pritisne na njegova pleča, obnemi. Umakne se, toda ostane pošten, nepokvarjen in nepokvarljiv. Z mirno zgroženostjo se vpraša, biti ali ne biti. Igralec je v svojih vlogah v dobršni meri avtobiografski. Govori o sebi, svojih pogledih, občutjih, doživetjih. Govori iz svoje duše. In kakor sta si bila Danilo in Tone različna v življenju, kakor sta bila različna človeka, tako sta bila različna tudi njuna Hamleta. Slodnjak je bil kar naprej v nekakšnem sporu s samim seboj, z okolico, svetom, umetnostjo. Zato je bil njegov Hamlet kar krčevit, skozi zobe se je upiral v gnilobi sveta. Oster je bil, skoraj neprijetno prevratniški, pa vendar je klonil, zaradi svoje razklane duše, ki jo je razjedalo razočaranje nad svetom. Tudi sam je mnogo prezgodaj odšel iz življenja, kot Hamlet. Uničila ga je banalna nesreča ali neizprosna usoda.
Obmrzli od ledenih kristalov beli smrti Toneta Slodnjaka se še danes zgrozim Shakespearovimi besedami: O, kakšen žlahten duh je tu razdjan. To je bilo življenje nemirnega, razdvojenega mladeniča, ki se je z grozo spraševal, kakšna je tista moč, ki bi lahko uravnala svet, ki je iztira. Takrat je iztirila tudi ljubljanska drama. Kot da se je Hamleta prijelo nekakšno usodno prekletstvo, kadar se ga loti uprizoriti ljubljanska drama. 1941. svetovna vojna, 1948. težki časi informbiroja, 1968. začela se je kriza drame. Upajmo, da se bo tudi ta srečno končala, kakor vojna in informbirojevska nevarnost. Na široko sem se razpleteničil o Hamletu. Naj torej zaokrožim sliko slovenskega Hamleta s tem, da spomnim še na Staneta Potiska, ki je igral danskega kraljeviča v Mariboru, in na Petra Boštjančiča, ki ga je vase zazrto, brez zunanjih učinkov, preprosto lepo odčustvoval v Celju. Doslej zadnji Hamlet pri nas je znameniti, kaj vem kolikokrat nagrajeni Hamlet Mestnega gledališča ljubljanskega. Hamlet, s katerim se je rehabilitiral Mile Korun zaradi nesrečnega Hamleta iz 1968, ki ga je takrat režiral v drami. Hamlet, ki je zanimiva, v človeško intimnost usmerjena upodobitev asteničnega Borisa Ostana, v belo ozko kletko ujeto ždenje črnega embrija. Tako se z njim vračam na začetek človekovega življenja in končujem o Hamletu.